Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, dober večer, dobrodošli pri spremljanju oddaje Vi sprašujete, župan odgovarja. Nocoj se selimo v občino Dobrna, zato v našem studiu že prav lepo pozdravljam župana občine Dobrna, gospod Martin Brecelj, dober večer in dobrodošli v našem studiu. Dober večer in lep pozdrav vsem gledalcem televizije Celje. V zadnjem obdobju naše oddaje vedno začnemo s poletnimi neurji in poplavami. Kako poteka sanacija škode v vaši občini in ne nazadnje kolikšna je bila? Tisti letošnji dogodki v smislu poplav, ko so se dogajali v Sloveniji, tudi Dobrni niso nekako prizanesli. Različno so se nas dotaknili, najbolj v juliju, tudi maju in tudi seveda potem tisti 4. avgust, ki je bil tisti končen učinek tega dolgočasnega nalivov v obliki spoloženja številnih plazev. Kar težko je bilo v tistih časih, seveda se zelo težko primerjamo z dogodki, ki so se dogajali v Zgornji Savinjski dolini na Koroškem, ker zadeva ni primerljiva. Kljub temu pa je bilo tudi v občini Dobrna veliko škode. Ko smo ocenjevali tisto škodo po merilih, ki nam jih je nekako bilo dovoljeno skozi vnos škode v Ajdo, kjer je princip vzpostavitve stanja pred poplavo, smo dosegli neko številko 1.300.000. Ko smo pa te dogodke, ki so se v Dobrni dogajali, realno ocenili, je pa to 4.800.000 evrov smo dosegli. To je tisto, da vzpostaviš ceste, plazove, saniraš plazove in vse tisto, kar se je poškodovalo v stanje uporabnosti, kar pa je zagotovo nek cilj tiste končne trajne sanacije. Trenutno se ukvarjamo evidentirali smo vse dogodke že, kot smo že rekli, tudi ocenili. Bilo je okoli 90 takšnih in drugačnih škod na terenu povzročenih, od tega cirka polovica plazev, takšnih in drugačnih na cestah, od teh polovice pa tam okoli 20-25 takih čisto resnih večjih plazev, za katere bo potrebno pripraviti komplet tehnično dokumentacijo in seveda potem v neki prihodnosti to sanirati. Večina tistega, kar nekako smo sami zmogli, pa smo sanirali v sklopu teh preventivnih ukrepov. V Dobrni smo nabavili takrat okoli 80 ton železniških pilotov, železniških tirnic in jih večinoma že tudi na terenu zabili in nekako sanirali, vsaj začasno tiste stvari. Ocenjujemo tiste lažje, manjše plazove in usade na cestah, tako da smo vzpostavili neko prevoznost, vsaj zasilno, začasno. Upamo, da bo večinoma to tudi trajne rešitve, vsaj tako smo zadevo zastavili. Ko pa gledamo do konca, na kak način bomo lahko to sanirali, pričakujemo oziroma se kaže, da bomo rabili še približno toliko teh železniških pilotov za tiste manjše plazove. Kot smo že prej dejali, je še cirka 20 tistih resnih, za katere pripravljamo projektno dokumentacijo in smo prijavljeni na razpise. Je pa v teh poplavah bilo poškodovanih tudi ogromno naših cest po hribovitem delu občine. Takrat smo se skoraj cel mesec, pa še danes se ukvarjamo s postavitvijo prevoznosti teh cest, koliko se da. Bo pa v bodoče treba tukaj razmišljati o neki trajni sanaciji ureditve teh cest z ureditvijo tistega končnega odvodnjavanja in seveda na končni fazi tudi asfaltne prevleke. Tu zagotovo računate tudi na pomoč države? Vse te dogodke smo mi vnesli v Ajdo. Občina je seveda dolžna, da se ukvarja z javno infrastrukturo, kar intenzivno pripravljamo, urejamo.
vnesli smo tudi vse tisto, kar so ljudje prijavili. Tukaj država nekako pravi, da bo sama direktno kontaktirala z oškodovanci tam, ker so hiše v nevarnosti ali pa vsebine, ki ogrožajo življenje ljudi na terenu. Tako da tukaj se nam nekako, bom rekel, zdi v redu, da smo se tega razbremenili. Smo pa v začetni fazi, mislim, da njih 5-6 takšnih interventnih ukrepov na javnih objektih tudi že naredili, ko smo te pilote nabijali, zato da smo zaustavili oziroma postavili neko mirovanje, nadaljevanje pa bo potrebno z resničnimi raziskavami in projekti te stvari reševati. Seveda računamo na pomoč države, ki moram reči, da je deloma včasih so te kritike v začetni fazi se meni osebno zdijo malce krivične, ker v tako kratkem času, tako velikega obsega je zelo težko analizirati in dejansko podati tisto realno stanje. Trenutno menda je to nekako tudi vladi in tem službam uspelo. Deloma smo tudi že pridobili tista sredstva teh avansov vsaj za naše občini za avgustovske poplave, za plazove, mislim, da 238 000. Ob tem, da smo tiste intervencijske nujne ukrepe, ki pa jih je bilo treba narediti, tudi že vse dobili povrnjene. Tako da v tem delu te stvari dobro tečejo. Bo pa v nadaljevanju verjetno res treba intenzivno pa veliko delati na projektih in teh prijavah. Se pa še drug problem kaže, da za sredstvi, ki so nam nekako odobrena, v bistvu mi teh vseh sanacij v tisto končno uporabno stanje ali pa še mogoče v kako izboljšavo, kar je seveda tudi cilj, ne bomo mogli spostaviti, tako da upam, da se bojo tukaj stvari na državni strani tudi nekako, da bojo dovolj fleksibilne in da bodo sledile projektnim rešitvam, ki bodo narejene strani stroke. Ko ravno govoriva o sodelovanju z državo, morda samo še to, kako ste zadovoljni z novo višino povprečnine? Bo to dovolj za vse stroške in naložbe, ki jih v občini načrtujete? To se skozi zgodovino tako spreminja. V bistvu ta povprečnina, ki je trenutno zadostuje za tisto, kako bi človek rekel, tekočo porabo, pa za tekoče transfere, ki izjemno naraščajo. Tukaj občine nimamo nobenega vpliva, tako da nam za investicijski del ostane zelo, zelo malo. To se občine nekako vse tu iščemo rešitve in spodbujamo državo, da bi prisluhnila v tem delu. Če bi občine imela mogoče malo več investicijskega denarja, bi tudi ta zakon o skladnem regionalnem razvoju lahko bolj zaživel. Na občinah prihajajo različna obdobja, tudi v odnosu do države, pa različnih razpisov. Včasih so obdobja, ko nismo imeli možnost se prijavljati, so obdobja, ko se imamo možnost prijavljati naše projekte in projekte mi pripravljamo naprej. Skozi se pa dogaja, da smo zelo omejeni z lastnimi deleži, tako da naši občini ob tisti primerni porabi oziroma dohodnini, ki je cirka 1 800 000 €, potem še nekaj zraven dodamo drugih prihodkov, da pridemo na neko razumno številko 2,5 milijona, rečemo pa še nekaj. Vse ostalo so proračune neke investicijske zgodbe, ki jih tako pripravljamo. In izkazalo se je skozi čas, da včasih pač pridejo pogoji, da je možno tudi ta investicijski del realizirati. Tako da, ja, ta povprečnina nikoli ni dovolj visoka, potreb je seveda veliko. Želeli bi si več, pa tudi s tem bomo mogli iti.
Eden večjih projektov, ki ga izvajate v občini, je zagotovo gradnja vodovodnega omrežja. Gre za dvoletni projekt, ki pa prinaša dobrih 8 km novega vodovodnega sistema. Kako potekajo dela? To je eden izmed tistih projektov, o katerih smo prej govorila, da v občinah pač preprosto nimamo denarja za investicijske naložbe, da bi jih sami financirali. Zato pač pripravljamo projekte, ki tudi do 10 let čakajo na neko možnost, da se nekje prijavimo oziroma da država da nek razpis oziroma se pojavi možnost, da lahko prijavimo. Tako je tudi z vodooskrbo v občini Dobrna. Pred leti smo naredili kakšno idejno študijo za celo območje občine in potrebe po sanaciji vodovodnih sistemov, po gradnji vodovodnih sistemov v tem smislu. Velik del tega je že zgrajen. Zadnji projekti tega celostnega pogleda na vodooskrbo občine pa je ta projekt, o katerem govorimo, na katerega projekt je pripravljen že, mislim, da res 10 let v nekih faznih oblikah, tako da gradbeno dovoljenje ne propade. In potem iščemo pa čakamo na razpise. Tako je bil zdaj tudi v lanskem letu menda izveden razpis iz Evropskega mehanizma za okrevanje in odpornost, da imenuje, kjer je bila možnost prijave vodovodnih sistemov, ki so manjši od 10 000 populacijskih enot. Tam smo se seveda prijavili na ta razpis in bili uspešni. Tukaj je država malce krivice naredila našim občinam, ker že tako smo finančno nekako podhranjene z tega mehanizma oziroma na tem razpisu so določili 50% sofinanciranje projektov. Bilo bi prav, da bi pustili tisti standard, ki govori o vzhodni in zahodni regiji, pa tudi indeks razvojne ogroženosti občin, kjer bi nam pripadalo cirka 75% sofinanciranje. Tako pa je 50%, kar pomeni seveda, da se občine zelo izčrpavamo v tem smislu in potem manjka denarja za druge projekte. No, toliko voda v tem. Mogoče pa tukaj gre za dejansko še zadnje vodovodne sisteme, ki jih moramo narediti v občini, da bo cela občina, da bo vsi prebivalci imeli, da bodo priključeni na javni vodovod. Gre za 8 km vodovodov, za 3 črpališča, 2 rezervarja, eno čistilno napravo za vodooskrbni sistem Lanšprek, ki oskrbuje Dobrno, tam okoli 1000 prebivalcev. Sorazmerno velik projekt, okoli 2 milijona, je nekako vreden, cirka 50% moramo pa sami zagotoviti. Dobro je, da je to dvoletna investicija, ampak kljub temu ob primerni porabi oziroma ob dohodnini, ki občina Dobrna dobi 1 800 000, pa še nekaj sredstev, je to za občino res velik zalogaj, tako da tukaj bi bilo fajn, če bi na ministrstvu to razumeli, pa bi zagotovili financiranje takšno, kot bi moglo biti 75%, ampak to vemo, da ne bo. Dejali ste, da ta projekt sofinancira Evropska unija. Imate pa kar nekaj težav tudi s pridobivanjem tega deleža. Zdaj naložba teče že več kot pol leta, sredstev zaenkrat še ni bilo nakazanih. Tukaj se pojavlja ena težava, ki ne vem, kako bi jo definiral. Mi smo projekt prijavili na razpis, tam so ga nam na ministrstvu poklukali, da ustreza tem standardom, pogledali tudi vse vsebine, ki so bile poslane. Z ministrstvom je bila, občina ima z ministrstvom za okolje in prostor prej še, zdaj pa za naravne vire, podpisano pogodbo od marca letos za sofinanciranje tega projekta.
Ko enkrat minister pogodbo podpiše z občino, mi smatramo seveda, da je naloga vseh nas, da ta projekt realiziramo. In v tem smislu smo na občini tudi seveda začeli z izvajanjem del, tako da izvajalci že delajo skozi. Naredili smo že cirka 50% vrednosti projekta, nekako še pa nismo bili deležni sofinanciranja strani države. Razlogi so vsaj tako nam tisti, ki delajo na naših projektih, govorijo, da nimajo uslužbencev dovolj, da bi zadeve pogledali, prečekirali in potem sprostili sredstva. Skoraj tedensko se z njimi pogovarjamo, pa usklajujemo in iščemo rešitve. Se mi zdi pa, da mi smo tu v ogromno, kar nekih kohezijskih projektov in vsega tega smo peljali in nikjer ni bilo tako, bom rekel, zapleteno strani države, da se iščejo vejce in še ne vem kaj in namesto rešitev. Ampak prav je, da imamo taka pravila, da smo jih sprejeli in se jih moramo držati. Da nijamo s tem problemov argumentirati karkoli. Problem pa je, da je časovnica tista, ki nas nekako zavezuje. Na drugi strani pa izvajalci že eno leto, v bistvu, ker projekt se je lahko začel že prej, se že delajo, situacije prihajajo. Mi ta sredstva zalagamo, preprosto pa nimamo več, ne, in imamo mali kredite. Jaz upam, da bo se tudi to sprostilo, da ne bom preveč kritičen. Kar nekaj naložb je tudi na cestni infrastrukturi, kjer ob sofinanciranju Ministrstva za naravne vire in prostor obnavljate 3 odseke cest. Tukaj smo zelo veseli, da smo uspeli najti te rešitve za sofinanciranje te lokalnih cest, ki jih skoraj nikoli ni možnost nikjer teh cest sofinancirati. Gre pa za v bistvu 3 odseke oziroma 4 odseki so, ko smo jih po fazah razdelili, ker nismo vedeli, kako bomo lahko to sfinancirali. Pa se je na koncu zadeva nekako sprostila, da delamo vse 4 faze, gre za cesto tukaj od Zavrha do Brc, vmes je en del že narejen. Zato sta 2 fazi pa v Strmecu mi rečemo od Kačenka do Slopnika, to mislim, da je 3 kilometre cest. Ko smo nekako dobili zeleno luč, zato seveda smo predhodno pripravili projekte, pa rešitve, pa vsebine, izvedli tudi javno naročilo in nekako se je potem ta zgodba speljala. So pa roki zelo kratki, nekje do konca novembra mora biti končano. Na javnem razpisu smo imeli, mislim, da 5 ponudnikov, najugodnejši je bil Voc Celje. To je v bistvu podjetje, ki se s cestogradnjo ukvarja, zato je to kar v redu, da dela podjetje, ki se s cestami ukvarja in bo, jaz upam, vsaj tako zagotavljajo, da bojo lahko v tem sorazmerno kratkem času zadeve tudi uredili tako, kot morajo biti, asfaltirali in naredili ceste tak, kot projekt predvideva. Na zadnji seji občinskega sveta ste minuli teden obravnavali tudi proračun za prihodnje leto. Kaj ta prinaša, kako ste ga sestavili, pa mogoče kaj je tisto, kar je na naložbeni strani tega proračuna? Vsako leto je nekako ta proračun sestavljamo po teh postopkih, ki jih imamo. Občinska uprava pa župan pripravijo nekaj izhodišča, potem to vsi naši odbori obravnavajo, tako da se svetniki pa v tem smislu tudi javnost seznani s tem, kaj razmišljamo, pa kaj nekako planiramo. Tako da smo ta proračun pripravili do predloga, ki pa mora biti za en mesec javni razgrnitvi. Gre v bistvu za tista primerna poraba, tista tekoča poraba je tak nekako skozi približno enaka, tam okoli 20%, malo gor, malo dol se vrti.
potem so pa tekoči odhodki, to pa je tisti del, na katerih občine nimamo vpliva, smo bolj kot ne nekako distributerji državnega denarja na porabnike, to je za plačilo vrtcev, za domove starejše in vse tiste transferne odhodke, ti pa zelo sorazmerno zelo rastejo v občinah. No, in naše občini pomenijo cirka 30% proračuna, kar je glede na tekoče odhodke zelo veliko, ampak tako pač je. Tekoči odhodki seveda pomenijo vse tisto od uprave do vzdrževanja cest, vsega tega, kar se v občini dogaja. Potem pa, kolikor uspemo na prejšnjih 2 odhodkovnih področjih biti skromni, nam ostane za investicije in tukaj pripravimo proračun dost fleksibilen, zato ker nikoli ne vemo, katere projekte bomo uspeli na kakih razpisih dobiti, in v tem smislu je potem ta investicijski del dost velik, realizira se pa malo manj odvisno od tega, kaj se dogaja. Tako da je teh odhodkov je pa tam od 40 do 50%, odvisno kako zopet vse skozi kako se dogaja. Vsebinsko pa govorimo o nadaljevanju teh projektov, ki se morajo zaključiti v letu 2024, to je ta vodooskrba, potem gasilsko vozilo imamo noter, gasilci dobijo nov avto, mislim, da je 200, celo nekaj čez 300 tisoč je, v 2024-2025 bo občina svoj delež participirala. Potem so še pa, v bistvu smo pripravili tudi izhodišča za ukrepe, sanacijske ukrepe, ki se bojo mogli zgoditi. Tukaj imamo rok, da do naslednjem letu ta sredstva moramo porabiti. Te avanse, ki so bili dani, tega je 500 tisoč, 670 vsega skupaj. Pa nastavke imamo za vse tiste projekte pa vsebine, v katerih nekako dolgoročno razmišljamo, vsaj v mehkem delu, v projektnem smislu, da jih pripravljamo. Še bova govorila o dogajanju v vaši občini, zdaj čas za kratek predah in naše oglaševalce. Spoštovane in spoštovani, ostanite v naši družbi. Cinkarna Celje je zgodba o uspešnem delu, hitrem odzivanju na zahteve trga in iskanju novih priložnosti. In je zgodba, ki jo delimo s Celjem. Športniki, ki nizate uspeh za uspehom. Z mladimi, ki že 10 let ustvarjate v natečajih ali prihajate po prve delovne izkušnje. S tistimi, ki skrbite za kulturno zavest ali pomagate ljudem v stiskah. V letu 2018 smo praznovali 145. obletnico delovanja podjetja, ki je zavidljiv, visok jubilej, vreden pozornosti. Obeležili smo ga s postavitvijo razstave v Muzeju novejše zgodovine v Celju. Naša najnovejša tehnološka oprema, vlaganje v razvoj in skladnost s sodobnimi smernicami nas navdihujeta, da bomo tudi v prihodnje ustvarjali za boljši jutri vseh. MeTeam predstavlja enostavno uporabniško videokonferenčno orodje, ki omogoča hitro in zanesljivo komunikacijo tako znotraj, kakor zunaj vaše organizacije. Omogoča vam organiziranje projektnih skupin, snemanje konferenc, glasovanje ter beleženje in shranjevanje podatkov. Je orodje, ki predstavlja idealno rešitev pri sodobnem načinu vodenja ter komunikaciji tako s partnerji, strankami kot tudi zaposlenimi. Delovanje sistema pa spoštuje vse predpise o varnosti podatkov, saj vsi podatki, s katerimi upravljate, ostanejo v vaši državi. V kombinaciji s pametno tablo Novatel Clever Touch pa postane orodje MeTeam resnično popolno. Pametna tabla namreč omogoča pisanje, risanje in prikaz interaktivnih vsebin, ki jih s pomočjo orodja MeTeam delite neposredno v videokonferenčnem pogovoru. Ob tej izjemni kombinaciji orodja MeTeama in pametne table Clever Touch bo deljenje vsebin ter poslovno komuniciranje postalo res enostavno in brezskrbno.
Dobrodošli nazaj, spoštovane in spoštovani, še vedno spremljate oddajo Vi sprašujete, župan odgovarja, z menoj v studiu pa še vedno župan občine Dobrna, gospod Martin Brecelj. Gospod župan, lani ste vstopili v zeleno shemo slovenskega turizma. V sklopu tega projekta ste pretekli mesec izpeljali tudi predavanja za deležnike v turizmu. Kaj pa še prinaša vključitev v to shemo? Zelena shema slovenskega turizma je en tak kompleksen pristop tega okolja, v katerem k vsem aktivnostim, ki so zanimive, da turist pride v prostor, predvsem pa so potrebne, da smo v okolju prijazno okolje, da znamo ravnati z odpadki, da znamo ravnati z vodami. V bistvu zajema vsa področja delovanja nekega prostora, tako v družbenem, kulturnem, v ekonomskem smislu. Dobro je, da se v to shemo vključijo vsi dejavniki v prostoru, ker potem to dejansko zaživi. Ta shema je nekako sestavljena iz številnih vprašanj, na katere mora občina v bistvu odgovoriti in seveda jih tudi nekako potem v tem smislu implementirati, ne samo občina, tudi vsi ponudniki turizma v prostoru, da se potem pač dobi ta znak zelene destinacije, ki pa ima svoj komercialni pomen in tudi vrednost primerjalno v domačem slovenskem merilu, predvsem pa tudi v širšem evropskem, tudi svetovnem, kjer tem znamkam dajo zelo velik pomen. Teoretično je to taka lepa zgodba, ki je prav, da ljudje se z njo seznanijo, da nekako se poučimo, kaj vse je potrebno narediti, da smo čim bolj zeleni, čim manj obremenjujoči in vse tisto, kar turist to dobro dene, ko pride v neko okolje, da smo čim bolj eko in tako naprej. Ob začetku šolskega leta ste učencem podarili po 3 zvezke, kako pa je s prostorom? Ste uspeli zagotoviti dovolj prostora za vse učilnice in igralnice, ki jih potrebujete? Ja, ta šola pa vrtec, vse skozi smo se z njima ukvarjali. Mislim, da je 10 let ali pa še več smo komplet obnovili šolo, dozidali 500 kvadratnih metrov šole, potem smo imeli 2014, 2012 menda zgradili nov vrtec, 5-oddelčni, prej smo imeli 3 oddelke, dovoljeno nam je bilo 4, gradili smo jih 5, zdaj imamo 7 oddelkov, tako se ta demografija pa vse skupaj tudi zakonodaja v tej državi nekako spreminja, tako da smo trenutno v nekem stanju, ko še nekako shajamo za prihodnost, pa bo potrebno razmišljati o nekih dodatnih vsebinah. Trenutno imamo v šoli, šola uporablja tudi del prostorov, ki so bili namenjeni kulturnemu domu. Ena učilnica je celo tudi v knjižnici, 2 oddelka vrtca imamo v šoli, tako da imamo nek miks, da se nekako ob vsem tem skupaj mogoče da shajati. Letos smo mogli tudi v šoli tista 2 oddelka urediti nove sanitarije za vrtec, za 2 oddelka vrtca, ki ga imamo v šoli. To smo pred enim mesecem zaključili tako, da neki osnovni pogoji za to so. Veseli smo, da je število otrok vedno večje, da neutren zadnjih let, odkar je drugi otrok tudi zastonj, je, da so vsi otroci v vrtcu, tako pač, da je potem, da je slika čist jasna, kaj potrebujemo za prihodnje.
Zakaj v bistvu tiste zvezke damo otrokom? To se nam je dela nekako ena dobra gesta občine, ko pridejo otroci prvi dan v šolo, da jih pričakajo na 3 ali 4 zvezki strani občine dani. Malce je mogoče to ena pozornost, malce je to pomoč staršem, da pri nabavi teh potrebščin. Na teh zvezkih so v bistvu naravne in kulturne znamenitosti občine, pa tudi kak dogodek, tako da v tem smislu tudi ozaveščamo mlajše o tem prostoru, v katerem živijo vse skupaj, se nam je nekako zdela ena taka dobra stvar, ki pa tudi finančno ni tak zalogaj, da ga občina ne bi zmogla. Pa tudi odziv je bil zelo dober, starši, mislim, ljudi in tako, verjetno bo to ostalo tudi prihodnje. Septembra sicer poteka tudi Evropski teden mobilnosti. Kako ste ga obeležili na Dobrni? Videti je bilo, da ste pripravili kar številne dogodke. Letos je bilo nadpovprečno intenzivno, so se sodelavci lotili tega projekta. Moram reči, da je zelo lepo uspel. Letos ta teden mobilnosti je bil pod imenom, kako že bodimo, mislim, varne poti. Varne poti je bil moto tega tedna in v sklopu tega je bilo kar precej dogodkov. V vrtcu se je spodbujalo, mogoče, če bi drugače rekel, ta teden mobilnosti na način, kot je bil letos predviden, bi ga lahko izredno lepo naredili, če bi čas lahko zavrteli za 50 let nazaj. Takrat smo vsi hodili peš v šolo, bili smo ful eko, jedli smo ful eko in tako naprej. Ampak malce za šalo, malce za res. V vrtcu se je spodbujalo starše in otroke, da so hodili peš v šolo oziroma da so hodili, da niso starši otroke spremljali čist do vrat ali pa še tja, da so mogli malce iti peš, da jih malce samostojnosti navadijo. Potem je bilo tudi eno izobraževanje v prometu, kako življenje teče za vrtce, za te predšolske otroke. Na koncu so pa vsi dobili eno kresničko tako za varno hojo in za to spodbudo. Podobno je bilo v šoli za otroke do 6. razreda, pa potem za višje do 9. Oboje smo imeli neka predavanja o varnosti v prometu s poudarkom na zdravju, kako je zdravo čim več peš hoditi, pa se zdravo gibanje. Pa tudi potem smo imeli praktične vaje na igriščih, kjer so se avtočki vozili v resničnem prostoru, bili so križišča, prometni znaki in tako, da je bilo za njih zanimivo in odziv je bil res lep, tudi prijeten. Otroci so tako uživali, kar je v bistvu cilj vsega tega, pa verjetno se jih je tudi dotaknilo to. Na koncu so tudi ti dobili eno kresničko. Na drugi strani imeli smo tudi promocijo gorskih koles, električnih koles, tudi za to zdravo mobilnost. Pa iz tega naslova je občina tudi pridobila eno električno kolo za sposojo za turiste, pa tiste, ki želijo, ki pa je v turistično-informacijskem centru. Tako da je bil tak razgiban in pester teden, pa po moje tudi zelo koristen. S to trajnostno mobilnostjo so delno povezane tudi te medkrajevne kolesarske povezave, ki jih gradi država. Kako daleč je projekt na Dobrni? S temi kolesarkami pa se res že dolgo ukvarjamo.
Naloga občine je bila, da zagotovimo prostorske pogoje, da pridobimo vse služnostne pogodbe od lastnikov zemljišč. V delu je občina Dobrna oziroma ta kolesarka Celje Vojnik Dobrna Velenje izpadla iz kohezijskih sredstev z namenom, ker smo neki pridiki ene kvote odstopili, da se lahko zgradila zgodba do Laškega, in je potem bil dogovor z državo, da bo ta kolesarka se delala iz integralnega proračuna Republike Slovenije. Na nek način so se na Direkciji Republike Slovenije za infrastrukturo tega dogovora držali. Pripravljen je projekt celotne te kolesarke v 2 fazah zaradi različnih težav, ki so se vmes pri projektiranju dogajale, in ta faza od Velenja čez Dobrno do Lemberga je zaključena, projektno pridobljena so vsa soglasja, izvedeno je bilo javno naročilo, izbran izvajalec s strani direkcije, pa tudi pogodba z izvajalcem podpisana. Mislim, da 100 000, 2,800,000 je projekt vreden, mislim pa, da je bilo nekako v pogodbi, da okoli 100 000 je realizacije letos, ostalo pa v naslednjem letu. Zdaj, jaz upam, da nam ta poplava teh dogovorov ne bo čist prekrižala, če se bo zadeva zamaknila, nič hudega. Upamo na najboljše, no, zadeva tu nekako je, računamo, da bo kljub poplavam pa temu se bomo držali teh dogovorov, pa že postopkov, ki so bili tako daleč speljani, da je pogodba z izvajalcem podpisana, kar se pričakuje, da bo šlo v realizacijo. Pred kratkim ste v športnem parku ob osnovni šoli odprli tudi novo balvansko plezalno steno. Z njo nekako dopolnjujete ponudbo za preživljanje prostega časa na tem območju. Res je Dobrna ima en tak lep ambient, ki ga Dobrčani zelo dobro koristijo. V bistvu gre za to povodje Dobrnice od Dobrne proti Celju. Ker je lansko leto bila struga v celoti očiščena, urejena, v sklopu tistih aktivnosti je občina tudi nasadila 90 dreves s tem namenom, da se ta povezava recimo od Arliča do Dobrne počasi spremeni v neko parkovno ureditev. Narejena je tam tudi sprehajalna pot, ki je že kar nekaj časa zelo uporabna. No in v tem okolju ob potoku občina razvija nek športno-rekreacijski zunanji center, vse skupaj s šolskimi objekti, z dvorano, s tistim, pravimo, da bo tam nastal nek športni center Dobrna. Del tega pa v potoku pa so zunanje javne površine namenjene rekreaciji in športu vsem, ki pač v tem prostoru bivajo ali pa pridejo. To že kar nekaj časa delamo. Naredili smo neko idejno zasnovo, idejne projekte, tako da imamo umeščene vsebine v prostor in sedaj jih v skladu z možnostmi zlagamo skupaj in počasi ratuje tam eno tako športno rekreacijsko prostor za druženje. V lanskem letu so bila narejena večnamenska igrala, fitness, letos pa smo na Fundaciji za šport, mislim, da se prijavili na razpis in dobili, mislim, da 30 000
evrov za sofinanciranja, nekaj čez 40 smo pa sami dali in je nastala ta plezalna stena, ki je tako zelo pozitivno sprejeta v prostoru, je pa en tak dodatek temu športnemu, temu prostoru, ki smo mu rekli Fitko, je dobil ime, pa še ga bomo bodoče dopolnjevali še z drugimi vsebinami. O teh morda kaj več v kakšni od prihodnjih oddaj. Sicer pa ste lani na Dobrni pristopili tudi k projektu Prostofer, ki starejšim omogoča brezplačne prevoze do javnih in zdravstvenih ustanov. Kakšen je odziv, kaj ocenjujete zdaj po enem letu, verjetno že lahko daste neko oceno? Ta Prostofer je ena boljših zgodb, ki smo jih lahko naredili v občini. Upokojenci pa starejša populacija se mi zdi, da so najbolj zapostavljena skupina ljudi v tem prostoru. Za vse druge populacije se nekako bolj poskrbi, za mlajše, za starejše, za tiste, ki na nek način, ki so hendikepirani. Ko pa človek nekako gre v penzijo, pa ostane sam, bi človek rekel, da je skoraj pozabljen, ko pa še zgodi naslednje, da mu partner umre, pa je čisto res večinoma sam. In takih primerov je veliko, ko jih obiščemo, potem so tako veseli, pa rečejo, ja, še kdo ve, da mi sploh živimo, in to se te tako dotakne, no. In ti ljudje so, pa ne vsi, saj veliko ima tudi svojcev, ki poskrbijo. En del pa je takih, ki so preprosto sami in mobilno povsem nesposobni. Ti ljudje so tudi dosti skromni in ne pokličejo sosedo, kjerkoli, da bi jih kam peljal. No, in ta Prostofer je ena taka oblika, kjer občina nabavi ta električni vozilo. Potem smo povabili k sodelovanju te prostovoljce, Prostoferje. Mislim, da se jih je javilo 12 in jih 8 intenzivno vozi, drugi so bolj zasedeni. Zadnjič smo naredili še eno povabilo, če bo kdo prišel. Tako da je odziv starejših kar lep in smo veseli, če lahko kjer mu pomagamo, da pač si naredi tisto, kar mora. Včasih ljudje celo niso šli k zdravniku, ker niso mogli, ali pa niso šli v trgovine, pa tak danes pa pokličejo in jih odpeljajo k zdravniku v trgovino, kamorkoli, za te nujne potrebe. In kaj lepšega, če lahko pomagaš človeku, ki je v stiski, no. 11. novembra bo na Dobrni potekala akcija zbiranja nevarnih odpadkov. Gre seveda za tradicionalno akcijo, ki jo pripravlja Silvija dvakrat letno. Kako pa je, gospod župan, sicer z ravnanjem z odpadki v vaši občini? Spomnimo se, da ste v preteklosti precej opozarjali, ne, zlasti na dogajanje ob ekoloških otokih. Se je to zdaj umirilo? Tako različno se to dogaja, ampak bi človek rekel, limitira k nekemu umirjanju vse skozi. Vse odkar imamo to ravnanje z odpadki urejeno v okviru RTR-a Celje, Simbijo ureja te odpadke v tej regiji, se stvari izboljšujejo. Imamo ekološke otoke, imamo redno odvoz odpadkov, mi vedno skozi neka glasila, objave v Dobrčanu spodbujamo ljudi k nekemu odgovornemu ravnanju odpadkov, tudi z vsemi drugimi aktivnosti, tudi prej, ko smo se menili o turizmu. Vse to nekako prispeva, da se stanje zboljšuje. Še pa seveda najdemo, vedno so tu pa tam kakšni posebneži, ki ne razumejo ali pa nočejo razumeti, pa odlagajo, ker jim pač pride in karkoli jim pride na teh ekoloških otokih. To ravnanje z odpadki imamo v Celjski regiji izredno dobro urejeno, tudi v občini Dobrna. Vsakdo lahko
celo leto z avtoprikolico te odpadke odpelje z odreskom na Simbijo Celje in ločeno odloži tako, kot gre, kar je izjemnega pomena, da res ni treba v naravo odlagati. Enkrat na leto ti pridejo po kubik odpadkov, imamo te zbirne otoke in res ni čisto nobene potrebe, da bi onesnaževali okolje in metali in neurejeno odlagali odpadke, tako da to je urejeno, pa tudi nekako smo veseli, da se izboljšuje. Čeprav zadnjič smo zopet na pokopališču našli kupenih zadev, ki tja ne sodijo, ampak to počistimo, pa je zadeva končana, se veste, kako je to. Če ni papirčka na tleh, ali pa če je vse čisto, noben ne vrže, če sta pa dva papirčka, pa še drugi drave vrže, tako da ta model funkcioniranja družbe nekako je in ga moramo sprejeti. Tako nekako, da mu ne reči, da imamo kar urejeno, pa čisto občino, pa tudi da pohvaliti ljudi, da to tako urejajo. Tisti, ki pa to ne delajo tako, pa če kdo vidi, pa jih naj opozori. Kar nekaj dogodkov ali pa druženj se je v minulem obdobju zgodilo v Dobrni, nekaj tudi tistih tradicionalnih, ne vem, mlinarska nedelja, pa potem trgatev potomke najstarejše trte na svetu. Skratka, kar nekaj priložnosti je bilo za druženje in številni se tem povabilom odzovejo. Ja, naša društva se kar trudijo, da se nekaj dogaja v tem prostoru, pa da tiste prireditve tradicionalne, ki so, da jih mogoče malce se izboljšujejo ali pa naredijo. Ja, ta trgatev vinska, ta najstarejše trte se je kar zelo prijela, tukaj je turistično društvo pa vinogradniki skupaj naredijo tak lep dogodek. Letošnja trgatev je bila sorazmerno dobra. Naša trta je tam pod cerkvijo, pod zidom noter, tako da je toča ni dosegla. Potem vinogradniki z tega vina, z tega grozdja naredijo to promocijsko vino občine, ki ga nekako v različnih dogodkih komu pač podarimo, pa moram reči, da kar tako zanimivo, sveže vino prihaja. Je pa to tudi en tak dogodek, kjer naše vinogradnike ta trta združuje, tam se dobivajo, se izobražujejo in potem nadaljujejo te aktivnosti v svojih vinogradnikih. S tem prek nje smo tudi občina pa župan kot gospodar te trte nekako povezani in tako da to zelo dobro dela. Turistično društvo pa vedno v sklopu tega potem malce poskrbi za kulinarično ponudbo. Letos so menda imeli 100-metrski štrudel, ne vem, zelo dolg je bil. Vsako leto podirajo rekorde, ja, neke rekorde. Potem je še ta mlinarska nedelja, ki je en tak posebna prireditev. To posebno noto ji daje ta tehnična dediščina tega mlina Vovkovega, ki je daleč naokoli edin še delujoči mlin in ga je zanimivo pogledati, na kak način so takrat to tehniko skupaj zložili, skoraj brez vsakih razen železo pa les in to deluje. Tam pri Vovkovih imajo še ene stope, ki so še čakajo na neko obnovo. Ta mlin ima tudi tako zgodovino, da so včasih za Graščake tam mleli in vse te vsebine so nekako zanimive in pritegnejo v to dolino mlinov, v kateri je bilo nekoč 17 mlinov, ki so mleli. Vsaka kmetija je imela svojega in je takrat tisto druženje prav lepo na mlinarsko nedeljo. Martinovanje bo še tudi, to je tudi vinogradniki ponavadi naredijo 11. novembra
krstvina naredimo, pa potem so še te domače dobrote, pa poskušina vin, tako da je kar pestro tam pred hotelom. Pa praktično Pa čez en še mesec. kapljica je, vse vino je zastonj, tako da vljudno vabljeni. To praktično čez en mesec se bo začel tudi veseli december, ne? Tudi takrat se na Dobrni odvija kar nekaj dogodkov. Veseli december. Fajn je, da se začne pravočasno, ne že oktobra. Dobrni nekako to prakticiramo, da začnemo z dobrimi možmi, ki so za Miklavža ponavadi prižgemo te lučke. Potem se pač vsa društva nekako angažirajo, da se nekaj dogaja. Turistično društvo povabi vsa druga društva, da se nekako združijo, pa poskušajo to praznično Dobrno narediti praznično, z jaslicami, z vsemi temi dogodki. Občina poskrbi za javno razsvetljavo, praznično pač vsako leto. Pred leti smo naredili, mislim, da imamo že drug projekt. Te praznične razsvetljave pa je tak, kot nam je še kar všeč, tako da bo letos podoben, kot je bil. Potem še imamo enkrat krstvina, mislim, da za Janeza Krstnika, pa vsi ti dogodki, ki se za novo leto zgodijo okoli teh prazničnih dni. Mogoče samo še to za konec najinega pogovora. S tem veselim decembrom seveda prihaja tudi zima. Kako pa bo v vaši občini poskrbljeno za zimsko službo v tej sezoni? Podobno kot vedno. Imamo tradicionalne že izvajalce, seveda vsak let naredimo tudi razpis, da se javijo. Če se še kdo javi, imamo pa dva izvajalca, ki urejata te naše zimsko službo na teh naših cestah, ki je tako specifična. Tukaj v spodnjem delu je nekako normalno, tako kot v Celju, pa tukaj okoli imamo pa Paški Kozjak, kjer pa je čist drug svet. In tako da te službe tam višji delajo naši kmetje, tu spodaj pa tudi en obrtnik, ki potem angažira vse tiste, kolikor pač rabi potencijala, da traktorje imajo kmetje veliko in to hitro uredimo. Tako da s tem nismo imeli nikoli težav. Je pa pri teh zimskih službi smo včasih vedno v stresu, ko vsak dan sneži. Mi bi radi imeli, da enkrat v redu pade sneg, pa da je potem mir. Če pa vsak dan sneži, pa da se morajo pa vsak dan vse splužiti, pa posutiti, dejansko gre za stroške. Ja. Gospod župan, najlepša hvala za tale nocojšnji pogovor. Hvala vam za povabilo in za sodelovanje. Hvala. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, prijeten preostanek večera in bodite v naši družbi, v družbi oddaje Vi sprašujete, župan odgovarja znova čez teden dni. Nasvidenje.